Aha, vas bom vprašal za en nasvet. Če že toliko pritiskate name, pa dej nekaj od sebe, ali pa me vikate, a bi vi imeli bolj pogosto tele videe, ne? Drugi imate še druge predloge. Namreč, jaz že dalj časa razmišljam, ali bi tole svoje znanje dal na en bolj množičen način od sebe, pa sem poskušal z nekimi Zoom konferencami, poleti 4 sem imel, sem se kar pripravljal, pa ni bilo ne vem kakega odziva, neki na YouTubeu zdaj se to gleda, ampak ni zdaj to, da bi jih kar enih par tavžent to množično gledalo. Zdaj, tam na eni oddaji, sem 2012 imel z Veseličem, Po resnici, ali kako je bil naslov te oddaje. Tam imam pa zdaj enih 70,000 obiskov, ne, to za enih 20-minutno oddajo, oddaja je bila 1-urna, sam ne vem, zakaj je Veselič dol dal tisto 1-urno, pa samo 20-minutna oddaja je tam. 70,000 ali pa še po drugih kanalih še več tisoč ogledov je bilo in očitno se ljudje kar zanimajo, kaj bi znal jaz povedati na določene teme. Tudi tale faktor, tam recimo frekvence gledanosti, kadar sem jaz, ali pa če to malo statistiko gledam, kar visoko kotiram, ne, se pravi, ljudje si kar želijo slišati to neko drugačnost, ali pa vsaj enih 20-30% ljudi zanima, kaj bi jaz imel zapovedati, ne. Tako da razmišljam v smer, kako bi jaz dal zdaj to svoje znanje od sebe. Zdaj, ok, veliko pišem, pa tudi ne da se mi, ker je zamudno, ne. Pripraviti se za en takle video, torej, tole že ne, ampak nek konsistenten video, včeraj sem pač imel ta kolokvij. Jaz sem se pripravljal kar nekaj časa in pa sem generalko posnel v 50 minutah, ne. Če češ nekaj pametnega povedati, moraš zbrano govoriti, konsistentno uporabiti koncepte, biti suveren, prepričljiv, to ni mačji kašelj, ne. Moraš imeti nekaj, ne, noter, pa tudi pospravljen moraš imeti noter, če češ kaj udarnega povedati, pa biti, ne vem, politični analitik, pa usekati z vsemi topovi po napačnem, ne, ali pa po ta pravom. Po Čordiči, kamo to sekati, to se zdaj budala je spadlo, ne. Ampak biti, kaj vem, prizanesljiv do vlade, pa če si levičar, v tem trenutku pa ni tako enostavno. Moraš že nekaj vedeti, ne, moraš imeti pošlihtane ene stvari, ne. Zdaj jaz lahko obdelam to ali pa ono temo. Politične teme, psihoanalitične, psihoterapevtske, psihiatrične teme, ideološke teme, tudi, ne vem, v enem vesolju sem se enkrat lotil govoriti, v povezavi s poznavnim skepticizmom, ne, pa nisem nek astrofizik, ampak sem jim pa dal tinte pit. So razlagali, kaj je na koncu vesolja, pa koliko je vesolje veliko, pa kaj je onstran, ne vem, naše galaksije, jaz bil tam, da veš, ne, to matematični modeli ne morejo vzdržati na tak način, če mi ne vemo, kakšni fizikalni vmes zakoni v tem praznem prostorju veljajo, ker zagotovo niso isti kot na Zemlji, ker niso isti po celem vesolju. Je pa rezgetati o črnih luknjah, moraš biti najmanj hendikepiran tam, Stephen Hawkins, da lahko ljudi flancaš. No, o tem sem govoril, pa sem bil kar konkurenčen, ne, polemičen. No, zdaj si pa jaz predstavljam, da bi mogoče tudi kakšna medijska hiša, kakšna televizija to odkupila, ne, saj ta faktor bo še vedno, kljub temu, da požarja ni, to bomo še vedno imeli, ampak kaj vem, na neki televiziji pa mogoče vendarle lahko imel neke oddaje, zdaj čisto za hobi ne bi imel, ne, to neke finance bi se obračale v ozadju, ker je ekipa, ki snema, ali pa če bi to soliral, ne, to se moram pripraviti par ur, da nekaj pametnega povemo v 20 ali pa 1 uri, 20 minut, pol ure, 1 uri, ne, govoriti o nečem, to ni tako enostavno, kaj, 15 let nazaj sem imel svoje oddaje, sem z rokava stresel marsikaj. Zdaj mi pa ta pamet ne deluje tako briljantno pri 57 letih, kot mi je pri 40, ne. Kratkoročni spomin me že malo daje, ne, sam imam pa močnejšo logiko, ne, znam pa ene modrosti izcimiti bolj, kot sem včasih znal. Tako da tudi staranje ima svoje kvalitete, ali pa
pozitivne plati. Skratka, rad bi posnel neke oddaje, neke podcaste, neke neke videe, vloge, ne vem, kako bi temu rekel, ali pa celo oddajo na kakšni televiziji. Zdaj, varianta bi bila, da bi z enim in istim gostom oziroma gostjo imel redne tedenske ali pa 14 dneve ali pa mesečne oddaje s istim gostom, isti tandem. To bi bilo možno. Po drugi strani je to neka klasika, ampak ne klasika v tej obliki, da bi se dva eni in ista dobivala na različne teme vsak teden ali pa vsak 14 dni, vsak mesec. To ni glih pogosto. Zdaj jaz ne kopiram nikogar, jaz razmišljam svojo glavo. Zlejo, Mederal sem jaz to že imel, pa ne ravno oddaje, ampak spopade, polemiziranje in to o seksualnosti. Ona je imela oddajo Vroče zlejo. Ampak mi dva so pa na odru naredila nek šov, nek pogovor pred gledalci, ki so sodelovali še v tem šovu, tej pogovorni oddaji. Bilo je kar gledljivo, ne. Sam finančno se ni šlo, ker to za hobi se nekaj jed tam po raznih dvoranah, ljudje pa bi to pač mogli financirati, ne, z neko vstopnino, ampak to ni gledališka predstava in se stvar ni finančno obnesla. Bila je pa zanimiva in jo lahko pogledate to oddajo, 1 ali 2 na YouTubu. Se pravi, nekaj takega bi jaz lahko naredil pač z nekim podcastom, bodi si snemano s telefonom ali pa v kakem studiu. Se pravi, en in ista moderatorka, lahko bi bila neka tudi prostovoljka, ki bi se testirala, koliko je sposobna biti novinarka. Lahko bi bila ena in ista, lahko bi se jo pa zamenjalo, ali pa izmenično, tako kot ena Jasmina Kandorfer ima svojo zamenjavo in potem obstajajo pogovori, ampak vedno z novim gostom. V mojem varianti bi bil pa vedno jaz gost, ampak različne teme bi obdeloval. Tiste, ki bi si jih mogoče vi želeli, da jih obdelam, pa jih hkrati tudi jaz lahko obdelam. To bi bila prva varianta. Druga varianta bi bila, recimo, tam je zelo simpatična, da bi naredili povabilo tistim ali pa vam, ki se želite z menoj se soočati in vam kamera ni tuja, posebej ne Facebook kamera ali pa telefonska kamera. Zdaj, če bi se to dobili v studiu, kar bi tudi lahko naredili, bi bilo bolj zagatno. Se pravi, da se naredi neka audicija ali pa neko povpraševanje, poizvedba, ali si kdo želi scati proti vetru. Torej, se pogovarjati z mano, oddaja bi se lahko imenovala Scanje proti vetru. In potem zdaj ali provocirali, zasliševali, me intervjujali, mi parirali nazaj z nekimi težkimi podvprašanji, vse na kulturnem nivoju, čeprav tisti, ki bi imeli interese z menoj pogovarjati, bi lahko bili ekscesni, lahko bi bili odpiljeni, čudni tudi, ne? Ne bi imel s tem problemov, če bi bilo vse kulturno izmenjeno, ne? Da tam dobim eno Katarino Keček, solo ena brez talona, vseka v duelu, kjer se morata dva pogovarjati, ne? Se pravi, en gost, ki se pogovarja z mano, drugi teden, drugi gost, ki se pogovarja na njegovo temo, tisto, kar bi on rad se pogovarjal z menoj, pa ocenjuje, da bi znal kaj povedati, ali pa da bi mi on solil pamet, ali pa scal proti vetru, ne? Se pravi, zainteresirani sogovorniki bi se mi javili, ali pa nekemu uredništvu, televizijski hiši in rekli, jaz bi se pa z Vodepom pogovarjal o psihiatriji, pa konceptualni zablodi psihiatrije, o katerem Vodep veliko ve, ne? In bi se pogovarjala 1 uro, ali pa pol ure, 45 minut na to temo. Temo bi usilil gost, ki bi si moral želeti oziroma hoteti, upati si pogovarjati z menoj. Pred audienco, pač televizijsko audienco, internetno, kakorkoli. To bi bila neka druga varianta, za fene oziroma tiste, ki bi mi radi oporekali. Tretja varianta bi pa bila, to bi bila pa za odkup kakšne medijske hiše, televizije, da bi se pa 3 dobili, ne. Jaz pa voditeljica bi bila vsak teden ista, ne. Gost, ki bi pa scal proti vetru, proti meni,
bi bil pa nekdo drug, vsak teden drug. In zopet bi bila tema njegova. Ampak bi bili trije v studiu, trije bi se pogovarjali. Se pravi, moderatorka, neka vajenka, študentka FDV-ja, bodoča novinarka, se malo kalila, jaz bi jo malo inštruiral, midva bi bila zaveznika in potem pride nekdo, ki meni parira. In se eno uro pogovarjamo, kulturno, na njegovo pobudo. Torej, na njegovo pobudo, on si želi, on postavi temo, jaz se pa pripravim na to temo, pa moderatorka tudi. Ona moderira, midva se pa pogovarjava s tem gostom, fenom ali pa mojim oporečnikom. Trije bi bili v studiu, no to smo že imeli, recimo, klepet ob kavi, če si pogledate Jasmina Kandorfer pa Aleksandra Drole, ne, za te dve so bile one dve zaveznice. Ampak sem bil pa tam jaz tisti, ki sem rekel tej Aleksandri Drole dopovedal, da ima probleme tam nekje, ne, not v glav. Galaktične duše, ne, duša dvojčica, pa take stvari, pa vedeževanje, pa tako naprej, ne. In so se tam malo prerekala, tudi pač večinoma kulturno, pa sem pa jaz tudi, ko je šla ona čez rob, sem pa tudi jaz šel čez rob, ampak so bolj piskali v tej oddaji, ker sem jaz rekel nekaj. Ne, sej bi se jaz krotil, ne, in tudi sogovornik bi se moral krotiti. Skratka, če ima kdo kako varianto, tudi če si kdo upa se z menoj pogovarjati, upa v smislu, da bi se rad na neko temo z mano pogovarjal, ne. Ideja je, da najdemo te tri variante, ena od teh, zdaj, če bi to kakšna televizija odkupila, če kdo ima idejo, z lahkoto, ne, s tem, da to jaz ne bi čisto za hobi delal, zdaj, če bom to internetno delal, po Skypeu, po Facebooku ali pa to YouTube, da to snemam po neki tehnologiji, ki jo zdaj imajo vsi. Aleš Ernecl ima tiste svoje goste, pa vse to virtualno, ali pa štajerski Sokrat, ali pa Klemen Selekovič, ali kaj že, Selakovič. Tudi on ima simpatične, dolge oddaje. 1 uro maksimalno. Če ima kdo kako idejo, evo, jaz sem za, napišite mi tam ali post ali pa na zasebno pošto. Skratka, poziv je bil vam in to na vašo pobudo.